Ljudje pravijo, da ne deliti svojih načrtov z drugimi, zaradi tega, ker potem ljudje radi kakajo na te načrte. Kul, z veseljem, pokakaj se na njih. Kul, meni je to čisto kul. To je video o tem, kako jaz nisem monetizirana, ampak bi bila rada monetizirana. To je to. To je cela ideja tega videa. Zdaj kot prvo, zakaj sploh bi jaz naredila video na to, kako jaz nisem monetizirana? Imam razlog. Meni je ful fino, kadar vidim, da ljudje odkrito delijo pač to pot na YouTubu. Ne tako, kar včasih vidim, ja, dej valjda, naredi si kanal, to je ful easy. Sam kup tale moj kurs za samo 5000 €, pa ti garantiram uspeh. Ne. Za tiste, ki ne veste, da si ti monetiziran na YouTubu, so določeni kriteriji. Moraš imeti 1000 naročnikov in pa 4000 ogledanih ur v 365 dneh. No, jaz imam trenutno 1143 naročnikov, zato ker se mi zdi, da sem vas dosti sila v to, da se naročite. Imam pa 990... Komari. Imam pa 990 ur, ker jaz ful ne znam redno objavljati, ker se ukvarjam s 3000 stvarmi. Jaz sem objavila na tem kanalu vsega skupaj 16 videov v letu pa pol. To je ful premalo. Mogla bi jih verjetno vsaj 50, če še ne več, ampak delam na tem. Eden izmed načinov, kako se jaz presilim v neki, je to, da javno razglasim svoje namene. In potem mi ponos ne pusti, da jaz ne bi tega naredila. Iskreno povedan, jaz sem ful let rabila, da sem nehala biti sramežljiva glede tega, kaj si želim. Res, do pred kratkim, si jaz nisem upala priznati, jaz nisem upala priznati, da je to, s čemer si želim ukvarjati. Ne vem zakaj, mogoče pritisk družbe, mogoče zato, ker je to tako nekonvencionalno, mogoče pa zato, ker sem sama sebi najhujši sovražnik. Ampak zdaj sem se jaz odločila, bom poskusila biti monetizirana na te... nekaj me je pičalo v hrbet. Ne, se drugače obožujem naravo, ne. Ampak ne maram komarjev, ker me imajo malo preveč radi. V glavnem, jaz sem se odločila, da bom do konca leta probala biti monetizirana na tem kanalu. In vas vabim na to skupno pot, zato ker se mi zdi, da vsaj na slovenski sceni še nisem videla nič kaj takega. Recimo, da bi ljudje delili svojo pot od začetka, oziroma odkrito govorili o tem, kaj vse je treba narediti na YouTubu, da lahko priješ do prvih svojih centov. Se mi zdi, da mogoče bi bilo fajn za vse tiste, ki mogoče razmišljate še o YouTubu, pa da je prepozen ali pa da je preveč ljudi, da mogoče premisli. Da se pol odloči tako, kot najbolj ti veš. Zase pa pusti vse ostale. To je po mojem tudi najboljši nasvet, kar ga dam glede YouTuba. To so moji načrti. Ljudje pravijo, da ne deliti svojih načrtov z drugimi, zaradi tega, ker potem ljudje radi kakajo na te načrte. Kul, z veseljem, pokakaj se na njih. Kul, meni je to čisto kul. Trenutno se ne ukvarjam redno z YouTubom, pač življenje se zgodi in bila sem na nekih drugih poteh in to in je kar je, ne. In pa malo kar nehaš verjeti v vse skupaj, zaradi tega, ker se nikamor ne premakne, ampak glavno je, da pol se pobereš pa greš naprej. Pa nadaljuješ, ne. Za meni iskreno pač ustvarjati video vsebine, to mi je to. To je to, kjer sem se najdla najboljš. Ustvarjam zdaj tudi veliko ogromnih enih vsebin za razne te znamke, kjer lahko uporabim svojo domišljijo, montiranje, kamere, pač tam živim. In ful let sem se probala prepričati, da je to samo moj hobi in da je to pač samo neka muha, ampak ena izmed redkih stvari v življenju, ko je z mano že, odkar sem prvič dobila kamero v roke, družinsko kamero pred 10 letih. V tej dobi, ko smo zdaj, res ni nobenega razloga, da to ne bi bile realne sanje, realni plan. Rada bi, da si z mano na tej poti in se pridružiš in te mogoče premakne, da tudi ti slediš temu, kar ti srce pravi, pa ješ vse ostale. Okej, to je to. V bistvu sem se sem hotela usesti, pa dati to ven iz sebe, pa upam, da si ne premislim čez 2 tedna, ko pa bom ful glupo izpadla. To je to. Hvala za vse naročnike. Delam na videu. Moram ga nažalost na nov začeti, zaradi tega, ker ko sem ga snemala v Sloveniji, so ene družinske stvari vmes prišle in potem sem ga mogla opustiti.
poanta videa je pa tako, da pač moram ga na eni lokaciji narediti. Video za 1000 naročnikov prihaja, nič pa za dva človeka, ki ste me vprašala. Hvala za pozornost. Moram si eno poslovilno frazo smisliti. In opa, ne lulaj proti vetru, ne. Pa ne se pozabiti smečkat, ne. Dajmo roke v zrak, ne. Odklop. To bi bila kraja. Ajde, sem že kaj spomnila.